hvala za predstavitev naše službe. Sedaj pa k svoji predstavitvi vabim še doktorico Nadijo Slomik, izredno profesorico na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Lepo pozdravljeni. Kot je bilo najavljeno, bo moja predstavitev dvodelna, torej prvi del bo potekal iz zagovorniškega odra, drugi del pa s prehodom po prostorih tega nastropja Račnega rektorata, ki se preobraža v edini kakuraden prostor, kjer lahko Univerza v Ljubljani prikazuje umetniška dela iz njene zbirke. Spregovorila bom nekaj besed, ki bodo bolj natančno razložile, kaj torej, ta pojem umetniška zbirka Univerze v Ljubljani pravzaprav predstavlja. Najprej naj opozorim, da je pojem umetnost tukaj osredotočen, usmerjen na področje likovne umetnosti, torej hkrati pa nikakor ne moremo in ne smemo zanemariti torej omeniti moramo tudi druge zbirke, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, predvsem je pri tem aktivna Akademija AGRFT, ki je postavila na spletnih straneh portala Kumba in v okviru tega je zdaj že nekaj let na razpolago tudi torej, tematsko obdelano kreativno temo partizanskega gledališča. Poleg vsega ostalega predvidevam tudi, da so po drugih članicah Ljubljanske univerze verjetno nastajajo torej še drugačne zbirke in ob tem, da se tudi navežem na predhodnico, lahko tudi omenim to, da je ta vidik, torej, ki bi mu lahko rekli muzejsko-galerijski, malce slabše institucionaliziran, gotovo kot ta, o katerem smo zdaj že poslušali. Torej, moj nastop pravzaprav namenjen temu, da mogoče sprožimo vprašanje tega, kako bi Ljubljanska univerza poleg torej, tiste stavbe, tiste zbirke, za katero je edino poskrbela, to je knjižna zbirka, ko je torej, pristopila leta 1937 gradnji univerzitetne knjižnice, torej edina od palač, ki dopolnjuje univerzo je pravzaprav NUK. Še eno opozorilo, to, o čemer bom res govorila, je delo v nastajanju in hkrati tudi govorila bom o torej, segmentih, ki ta jezik torej, sestavljajo. Torej, oseba, mimo katere ne moremo in s katero bomo tudi končali današnjo pot po rektoratu, je Božidar Jakac, ki je bil predvsem zaslužen za to, da je Ljubljanska univerza dobila tudi Akademijo za likovno umetnost. Na vse zadnje so vse tri umetniške akademije šele torej, plod povojnih prizadevanj, ki so se v veliki meri oblikovali med drugo svetovno vojno, torej umetniki partizani so v veliki meri zaslužni za to, da so akademije po drugi svetovni vojni zaživele v okviru univerze. Pred nami je, torej še enkrat Jakčev portret, to je grafika, ki je del zbirke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in moj ta prvi del predstavitve bo namenjen predvsem problematiki zbirke, ki je nastajala na naši akademiji, na Almonah, torej na kratko povedano, že kar od torej, zgodnjih let dalje. Leta 1949 je bila prvič izražena zamisel, da bi morala akademija imeti kot študijski prostor za študente, tudi prostor galerije, v katerem bi se lahko študenti torej, ob soočenju, ob ogledovanju, ob študiju velikih umetnin iz preteklosti učili. Stavek pa, ki ga zdaj navajam, je torej, že kar bil zapisan ob 30-letnici akademije in dejstvo pač je, da se položaj, razmerje, stanje na Almoju od takrat, ki so ni spremenilo do
te mere, da bi kakorkoli se povečale možnosti, da bi ta, torej tako potreben prostor akademijske zbirke se lahko uresničil. Ta dva dejavnika, s katerimi se vedno kot omejitvena dejavnika srečujemo, torej pač finančni vidik in prostorski vidik, sta pač še vedno neuresničena. Ob tem lahko tudi še poudarim, da seveda, če ima arhivsko-muzejska služba zaposlene profesionalne sodelavce, torej posebna je upravljanje naše akademijske zbirke prepuščeno profesorskemu kolegiju. Vseeno pogled, torej že takoj akademija ustanovljena leta 45, prvi vpis, torej januarja 46 in takoj marca že prevoz mavčnih odlitkov, ki so v Ljubljano prišli na pobudo Narodne galerije in bodočega Sazuja iz Louvra, zbirka mavčnih odlitkov za zbirko kot študijsko gradivo, torej prevoz iz Narodne galerije do prostorov, kjer je akademija začela svoje delovanje. To je Poljanska gimnazija, na njenem podstrešju, zgolj podstrešne sobice so bile namenjene izvorno delovanju akademije. Lahko si predstavljate, da to dejansko še ni omogočalo niti sanjanja o tem, da bi postavili svojo zbirko. In tukaj še ena taka kratka pot od ustanovitvenega sestanka, ki je potekal kar v zasebnem stanovanju, torej stanovanju Božidarja Jakca, nekako nad arhivom, Ljubljanskim mestnim arhivom, je to stanovanje in potem posnetek, torej želje po prostorski ureditvi, torej po rešitvi prostorske stiske, so se uresničevali tudi na način udarniškega dela profesorjev. Vidite na prizoru, kako se udeležujejo te akcije profesori Slavko Pengov, Mari Pregel, torej Gabriel Stupica, v neposredni bližini Poljanske gimnazije to teče, torej to je bil vseeno projekt, ki se ni izšel in akademija se še vedno, že od leta 1959 nahaja njena baza, torej njena matična ustanova na lokaciji na Erjavčevi, v nekdanji šoli, zadnji posnetek v zgodnji vrsti in torej spet tudi gradnja, novo krilo, ki tudi ni več novo, ker je že starejše kot 50 let, leta 62, po načrtih Vinka Glanca, arhitekta državnega zbora, je bilo zgrajeno to novo krilo, ki se je od takrat že kar precej postaralo in sanje o rešitvi prostorske stiske še vedno, so še vedno v zraku, neuresničene, tukaj samo še o aktualni prostorski situaciji na akademiji, nekaj povejo ti posnetki, torej na več lokacijah poteka njeno delo, dejansko je ali bo tista od članic, ki najdlje čaka na rešitev prostorske stiske. Kaj se je dogajalo ves ta čas, deli, ki pa so, se prihajajo v zbirko nekaj več o konceptu in o načinih prihaja, prilogitve del bom povedala v nadaljevanju. Dela iz zbirke so seveda bila na ogled v prostorih, kjer je potekalo administrativno delo, sejna dvorana, na spodnjem posnetku v trenutku, ko je na obisk na akademijo prišel August Černigoj in včasih celo v sejni dvorani ni bilo slik, slike so se obešale, snemale in postavitev iz leta 1999 spet samo v sejni dvorani in še v prostorih za dekana. In še pogled tudi v učilnico, v predavalnico, ob tem, ko so že prve besede o tem, kako je zbirka nastajala. Nekaj časa, neko krajše obdobje, je celo akademija kupovala del
dela, podeljevala nagrado na mednarodnem grafičnem bienalu v času od leta 86 do 97. So podeljevali na grafičnem bienalu tudi finančne nagrade Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in pred vami je pogled na grafiko Toshihira Tamana, torej akademijsko nagrado iz leta 93. Najprej o grafikah. Torej, akademijska zbirka je vsaj konceptualno sestavljena iz 3 segmentov. Ambicija seveda potem, da bi v njej bili zastopani profesorice in profesori akademije, je prva, torej njihova dela seveda. Potem je tukaj še zelo pomemben segment, ki predstavlja najbolj osenčeno točko in to so dela, ki so prešla v last akademije iz zbirk Federalnega zbirnega centra. In potem še najbogatejša, najtehtnejša in edina, ki je sistematično oblikovana, je zbirka grafičnih listov, študentskih del, ki dejansko nastaja na način pridobivanja študentskih del, torej čisto vseh upisanih študentov pri predmetu grafika, že kar od leta 1946 dalje. Ta zbirka je številčno najpomembnejša, šteje tam 25.000 enot. In torej priložnost za promocijo te zbirke se je pojavila, ko smo torej kar kontinuirano v letnih pregledih pripravljali izbore iz grafične zbirke in jih postavljali na ogled v spodnjih prostorih Moderne galerije. Torej, ob teh razstavah so izhajali tile zgibanke, predvsem na njih so torej, najpomembnejši seznami del, ki so bile razstavljene posamični razstavi. Torej, skromne tiskovine, pa vendarle dokumenti. Grafično zbirko smo tudi razstavljali, potem pa še 2 gostovanja, še predtem v Loškem muzeju v Škofji Loki, pa v Braunschweigu. Tukaj pa še naš trud, naš angažma po promoviranju vsaj pred najširšo javnostjo, če že tega vidika izobraževalnega umetniških del ne moramo uresničevati, pa smo se v dogovorih z slovenskimi institucijami podali na ta projekt predstavitve izbranih del iz zbirke in tukaj pred vami, posnetku, sta 2 tiskovini, torej prva je ta publikacija, z debeline vam jo pokažem, še, kjer je izbor iz del tudi sistematično predstavljen na način, kot pač to gre, torej z opisi del in še 70-letnica akademije, torej, ki se je odvijala tudi v teh prostorih, kot pač razstava priložnostna, je bila druga je bil pač zadnji tak načrten pogled, izbran pogled v našo zbirko. Tukaj še omenila sem malce po korakih. Prvi dokument, torej dela, mavčni odlitki iz Dubrske zbirke, odlitki del iz antične umetnosti grške, rimske, nekako niso še predstavljeni začetka, seveda tudi vlasti akademije niso bili. Tukaj pa dokaz, da je akademija že leta 1949 kupila prva grafična in ricerska dela za svojo zbirko. Torej res ta ambicija tudi s finančnim vložkom že od kar zgodnjih let. Tukaj pa ti dokumenti, ne bom rekla, da je nameno, da so tako mečki in venotač prečitati. Tukaj gre za to tematiko, ki je neka pereča točka, problematična točka slovenske kulturne politike na splošno, torej problematika restitucije umetnin, ki so se zbrali v Federalnem zbirnem centru. Akademijska zbirka je dobila iz tega vira 200 del, 2 risbi, ostalo slikarske umetnine, ker jih pa takrat, to je bilo leta 50,
ni mogla prevzeti, ker seveda ni imela dovolj prostora, so se dela, ki je Federalni zbirni center je bil že 1. januarja 1948 transformiran, je pa potem Ministrstvo za kulturo predajalo dela, ki so ostala hranjena v cukrarni. No in res en od največjih deležev je bil namenjen prav zaradi te ambicije po ustanovitvi lastne galerije Akademiji podobejočih umetnosti, kot se je takrat Akademija imenovala. Torej, takoj že na zadnjem od teh dokumentov pred vami je rekapitulacija, kam so se slike, torej neposredno iz lokacije cukrarna selile, torej dobile so domovanje na različnih institucijah, največji delež v prostorih SAZU-ja. In torej, problematika te zbirke je tudi v tem, da so se v tej dolgi zgodovini slike tudi obnavljale, torej šli so skozi ta proces restauriranja, ne glede na to, da so izvorno imele številke na hrbtni strani, na podokvirjih, se pač zamenjalo podokvirjev, te številke, ki bi bile potencialne edini dejavnik identifikacije, so se izgubile. Vsi ostali podatki so precej netočni, včasih se velja, da navajamo pri umetninah podatke po zaporedju, najprej višina, potem širina. Če kdo tega zaporedja ne pozna, lahko zamenja zaporedje in slika je tako nenajdljiva. Vsaj torej pač nekako ni več, ne veš več, ali gre za napako ali za kakšno drugo delo. Mogoče se to vidi, torej opis tudi ne samo z naslovi, ki so približni, ki so torej sekundarno dani, jasno ne izvorno dani, tudi provenience niso navedene, razen na posebno zaprosilo, na enem samem od reverzov, Grant Borrell in zbirka Adams. In torej, kaj je zdaj v bistvu stanje tako, no, da je definitivno nemogoče rekonstruirati stanje del, ki so takrat potovali po različnih teh lokacijah. Ob tem sem še ta dodatek, da je to verjetno tematika, s katero se bo treba soočiti precej bolj kompleksno vprašanje samo akademije kot članice univerze, ampak kulturne politike, ki bi morala to vprašanje restitucije gotovo se ga lotiti reševati. In zdaj samo še tukaj pa pravzaprav akademija je potem še nek novičen zalet v drugi polovici 60-ih let z nakupi umetnin, torej potrdila in račune imamo zbrane na akademiji, dela pa so tudi zelo reprezentančna. Na akademiji je koncept zbirke, seveda, kot sem prej nekako že rekla, predvsem bil nacionalna zbirka, torej dela tujih avtorjev so prišla v njeno posestvo prek teh zbirk starih umetnosti. Dejstvo je, da pač je treba zbirke umetnost deliti z javnostjo, tudi zaradi tega akademija ne samo promovira svojih del kot sama sestavlja, prikazuje, postavlja razstave, ampak jih velikokrat priposojamo za različne razstave. In delo, ki ga danes sicer pa ste ga verjetno že opazovali in se mu posvečali, ko ste se sprehajali potem na stropju rektorata, ki ga pa danes ne boste mogli videti tukaj na našem sprehodu, je slika pred vami, rekla sem, pomembno je deliti z javnostjo, slika bo en od eksponatov na razstavi, ki se bo odprla v Mestnem muzeju, knjiga Znanje razum od protestantizma do razsvetljenstva. Gre pa za monumentalno delo, ki je bilo zamišljeno kot neke vrste pobuda za to, da bi bodoča univerzitetna knjižnica
bila okrašena tudi s stenskimi slikami, torej s dvema freskama, za kateri je osnutek izvedel Matej Strnen. Tukaj je pred vami slika, ki pač nosi naslov 1575. Na njej naj bi bila slika 1797, ta se ni ohranila zgolj v reprodukciji, torej letnica, ki naj opozarja in na njej bi bil prizorjen dogodek izročanja, iskanja Egerja, v prisotnosti Martina Vodnika, prve številke ljubljanskega zvona, torej Micenu Žigicojzu. Zato pa je slika, ki je pred vami toliko pomembnejša. Zgodila se je tudi, to je bila velika najdba leta 2002, ko smo odvili svitek te jute, ki je bil v kletnih prostorih na akademiji in ugledali delo, ki ni bilo atribuirano, ki ni bilo nikjer zavedeno. In potem tudi zaradi slabega stanja umetnine pridobili sredstva, da je umetnina, slikarsko delo bilo restaurirano, tako da tukaj še prav posebej lepo pozdravljam ekipo restauratorjev, ki se udeležuje in dekanjo, ki je bila pri tem projektu v ospredju, Lucija Močnik Ramuš. In samo še, zaradi tega, ker slike ne bomo mogli občudovati v originalu, Strnen tokrat res kot tisti slikar izmed četverice slovenskih impresionistov, ki je najbolj poklican za uresničitev zgodovinskega prizora, torej prizora, za katerega treba dobro obvladovati postavljanje večfiguralne kompozicije in na vse zadnje tudi slikarsko izvedbo, ki naj bi, če bi se uresničila, bila freskanska. Torej, Strnen je bil izobražen v tem žanru in imel izkušnjo slikave stropa v Šulinske cerkve malo pred tem, skoraj da sočasno s tem, tako da bi dejansko, če Plečnik ne bi imel tako zadržanega odnosa kot ostalih področji likovne umetnosti, morda bila uresničena. Ta žanr zgodovinskega slikarstva je v slovenski umetnosti relativno slabo zastopan, tako da je tudi kot nek vrsta osnutek, ki je bil ustvarjen z namenom, še čisto predstavljeni, sta bili obe deli na razstavi slovenskega novinarstva leta 1937 na Ljubljanskem velesejmu. Torej delo, ki nastane je znotraj žanra, hkrati pa ga Strnen osveži na ta svoj način slikanja velikopoteznem in bolj slikarstvo, ki pusti neke vrste intenzivnejši barvni vtis, kompozicija tudi, dobro načrtovana, dogaja pa se prizor, v tiskarni, Janža Manjelica, ki je bila verjetno na Ribjem trgu. V glavnem, in še protestantska zgodovina seveda pomembna, gre za vlogo, ki jo je tudi ta družina, ki je živela na gradu Fužine, imela kot podpornica protestantskega gibanja. Kot zanimivost še ta prva tiskovina, ki je dejansko prva tiskovina na slovenskem teritoriju, prvi slovenski tisk na slovenskem teritoriju, tisk nasploh. In zdaj zaključek in res še vabilo za drugi del, kakšni so naši cilji, ki bi jih seveda, ki so zapisani malce abstraktno, zato da bi se začeli uresničevati, bi se bilo treba verjetno preseliti v neke druge sfere odločanja, čeprav
lahko poudarim, da je Univerza v Ljubljani v zadnjem času naredila nekaj korakov k tej večji institucionalizaciji tudi področja umetnosti. Prvič z odprtjem male galerije, ki zdaj deluje kot galerija Univerze v Ljubljani, in drugič tudi z aktivnim delovanjem Sveta za umetnost. Mandanje bi se še celo pripravil tudi umetniški sklad, tako da neke vrste prostor se odpira. Zdaj pa bi je zaključila. Hvala lepa. In se